Živjo, zdravo. Nove pridobitve imamo, mar ne? Jaz sem ogenček že zakuril, testo že vzhaja, ta čas še nekaj zblebečamo in fliknem kruh v pečico. To novo. Je gut, ne? Dragi moji, a veste vi, da sem zadnji teden res študiral, kaj bi dal, ali bi bila tabla, ali kaj. No in zagledam jaz v enem momentu štuf me v glavo, da pa saj imam jaz tam televizijo, pa jo sploh ne gledam. Mislim, monitor, včasih sem več video vsebin gledal, zdaj pa ful malo, sploh ne gledam. In se mi zdi, da bi bila bolj prav, da jo damo tukaj, da jo bomo pa mi skupaj nucali, ne? Okej, jaz sem že dostikrat hotel kaj pokazati, pa tako pa s telefonom probam malo porint, ampak se mi zdi, da na tak način, zdaj na tako televizijo bomo mi super lahko nadgradili vse to, kaj imam jaz še zapovedati, ker tega se ne neha, dragi moji, joj. No, skratka, zdajle sem jaz dal včeraj sem se boril s to montažo, in seveda pol naprej moraš pa nek PowerPoint narediti, ali kako boš zdaj dal vsebino, ne. Tako da sem mogoče malenkost manj se ukvarjal z vsebino, kakor s tem, kako vam bom pokazal. Ampak saj se bom, še par dni pa bom že boljši. Zdaj bom ziher meni nekaj ne bo prav naredil, ne. Predvidevam. Zdaj imam tako, moram nekaj stisniti, pa noče mi pa reči, evo, imamo nove pridobitve. Ampak pridobitve so tudi drugačne. Mi že pridobivamo na subtilni ravni stvari. Kaj to pomeni? Bile so napisane knjiga, ena ima naslov Nova zemlja. Eckhart Tolle je napisal. O novi zemlji se govori že precej časa. Govori se o 3D, pa 5D, pa ne vem, različne smo imeli te interpretacije. Dejstvo pa je, da stvari ne bodo nikoli več takšne, kot so bile, ali pa kot jih poznate. Bile so že, ampak precej časa nazaj. In mi ne bomo se več srečevali s črnimi, temnimi mesti, z umazano industrijo, z negativizmom, z mučenjem pač človeka, ubijanjem duše kot take. Prihajamo res v zlato dobo, ni to hec, ne, ni to zdaj nekaj, kar se je Turšič izmislil. Turšič bi vam rad osvetlil iz nekega svojega vidika, ali pa svojega znanja, ali pa razumevanja, ali pa z nekih izkušenj, kakorkoli, pa še s tem gobcem, kakršnega pač ima, pa še s televizijo, ne, pač moj pristop je tak. Dejstvo je, da se nam nekaj dogaja. Zdaj pravijo, veliko sem bral o tem, da se nam pač DNK spreminja, vijačnica. Zdaj, a veste, jaz nisem tega vijačnice videl, pa jo, da bi zdaj videl, kaj se dogaja, ampak jaz bi temu kar verjel, da se nam širi ta, bom rekel, spomin, ki je zapisan v DNK-ju. Lahko pa temu rečemo, da se nam širi zavest, ne, ali pa da se nam veča kapaciteta možganov. Mi smo do zdaj baje nucali kaj od 4 do 8%, tu nekde, skratka nič, ke paglavc. Zdaj gremo proti 20 za začetek, ker če bi nam dali 100, bi nas vse podpihnili direkt v kozmos, ne, ker ne znamo s tem upravljati. Enako velja za to atomsko energijo, ki sem jo tudi omenil, mi smo narejeni iz atomov in mi smo atomic energy, atomski power in ne morem jaz iti zdajle, nimam znanja, da bi šel v jedrsko elektrarno upravljati te neke reaktorje, a ne. Isto je pri nas, bomo mogli počasi se prilagajamo in mi smo v prehodu in ta prehod traja od leta 2012 in zadnji od leta 2017 še bolj. Zadnji meseci pa zadnji dnevi so pa čedalje bolj intenzivni, ne. Jaz sem to že poudaril večkrat, da pač so energije, da se jih tudi izmeriti. Ne bi želel špekulirati, katera je bolj ta prava, ker
mene probajo ljudje tudi popravljati. Glih zaradi tega se nočem dotikati nič za zares eksplicitnega, pol postanem pa verodostojen. Ne, sej nima veze. Skratka, nove stvari prihajajo. Jaz sem dal nove pridobitve naslov zaradi tega, ker je pač imamo kamin, ampak se nekaj spreminja. Kaj pa se dogaja? Tole je ena slikca, ki je naslov, ima naslov Nova zemlja. Ne? To staro umira, tukaj gremo v svetlobo, from dark to light, iz teme v svetlobo, iz slabega v plus, iz yinga v yang, ali glih obratno, pač, switch poli se menjajo. In mi se nahajamo glih vmes, pa je taka lepa slikica, malo DNK-ju podobna, neke vejačnice, blablabla. Nova zemlja je pripravljena pričakuje ljudi, ki bodo očiščeni za začetek sami pri sebi. Ne? Zaradi tega je zdaj ful pomembno, da mi se očiščujemo. Mičken sem bil hiter danes s temi PowerPointi, bom se bolj pripravil, meni verjemite. Ampak, ker se tale flot navezuje na včerajšnjo mojo klobasancijo o Noetovem vesoljnem potopu, pa potem sem nadaljeval v tem kontekstu, kdo je Bog, ne? Jaz nisem si nikoli mislil, da bomo Bogu kaj komu razlagal, pa ga tudi jaz takrat nikoli nisem dojemal. Zdaj pa nekako se mi zdi, da pa sem pa zvezal te pike skup. Skratka, flot, evo, lejte, Fox News vam daje novice. Jaz sem včeraj že pokazal, predvčerajšnjem 24ur.com pravi Great Reset, velika ponastavitev, a ne, tudi Fox News vam sporoča, da prihaja poplava. Česa pa? Blata? Ne! Novic, laži in resnic. Dragi moji, jaz vam probam orisati take, bom rekel, špičke nekatere, ampak veste, na dnevni bazi se pospravi toliko genocidnikov tja, kamor jim je mesto, a ne. Tako da, verjeli ali ne, to ni moja stvar, tam imate vi državo. Skratka, tudi mediji zdaj že dogajajo v tej smeri, da boste tudi vi spoznali, da ne bomo se sam teoretiki zarod borili po Facebook timelineu, čist spravljeni kaj v poden, da boste tudi požgali televizijo, pa bo tam tudi tisto, kar rabite, ne. Poplava, ena, takih kapljic, pa potočkov, pa teh špricanj informacij, to se dogaja že nekaj časa in jih je bilo kar nekaj, ogromno, ne, in ena izmed takih je tale, ne vem, če ste uspeli že prebrati. Food processing plants, se pravi, industrije za predelavo hrane, ki so po nesreči zgorele. To je Amerika, a ne? Niste zgorele po nesreči 2 fabriki, ampak kar nekaj. Mi v prihodnosti na novi zemlji ne bomo jedli procesirane hrane, teh, bom rekel, idiotskih koruznih kosmičev, mešanih z železom in raznimi ker to ni zdrav zajtrk. Tudi ne bomo jedli mi mesa sploh, ker prehranska piramida, Iluminati in kabala, čist na vrh je meso. V mesu je energija zelo slaba, ne. Jaz probam se nekako, kadar se z ljudmi pogovarjam, pa nekako pridemo do pravičila, pa pa človek imel eno kravco ali pa tistih 10 kravc, pa jih je pol nekako humano pospravil. To zdaj, ko so pa fabrike, pa res ni v redu, da kravca živi svoje celo življenje na parih kvadratih, to res ne pelje nikamor, kaj ne. Mislim, sploh kaj je, s čem je cepljena, da bolj hitro raste, da ni bolezni, mislim. Jaz sem nehal, zrezkov nisem že v godinama,
se pa spomnim, ta zadnje, ko sem pekel, so mi smrdeli po gnoju, po dreku. Jaz, ko sem drugič pekel iz tega istega kosa mesa, isti von, ne nuca, ne goba, ne smetana, ne začimbe, enostavno to ni bilo za jest. In ne bom več, pač jaz dreka ne bom jedel, valjda, če so te živali pitane, res, bog si ga vedi s čem. No in mi mesa v prihodnje ne bomo jedli, zato ker mi spadamo v drugo kategorijo, mislim, kaj so stvari, ki jih naša telesa rabijo, ne? Mi se pogovarjamo o temi in svetlobi, mi se pogovarjamo o energiji in mi smo energetska bitja, tudi fizična sestava je čist iz energije, atomske, a ne? In mi rabimo energijo sonca, tudi to sem včeraj omenil, in sonce čist direkt ne jemo še, je pa regrat, pa paradajz pojedel sonce, mi pa pol sonce kot eter, ne. Tak hiter oris. No, skratka, fabrike tudi gorijo, pa še kaj bo zgorel. Tudi teh dveh smo se dotaknili, ne. Betka, Lizardova, Lizard Betka, pa ja, dragi moji, Executed, ona dva sta že odstranjena, ne, zdaj ne vem, kaj sta si izbrala, ali injekcijo, ali špago, ali ne vem, čisto točno. Sploh pa me ne briga, glavno, da jih ni več. In tudi tlele, vidite vi Faučita, on je razložil, da je maska najbolj uporabna stvar, celo 2 do 3 je super, če date gor, da ne bi kakšnega zraka vdihnili, pa cepiva so edino, kar rešuje pred tem prehladom, ki ga imenujemo COVID, ne. Mislim, zdaj po cepivih pride tudi kakšen miokarditis, torej vnetje srčne mišice, ali pa kakšen kap, ali pa vnetje možganske ovojnice, mislim, lej, ali pa da se pljuča polnijo s kakšnim gelom, lej, mislim, to je pač, kaj se temu reče, davk, ne, kako že, kolateralna škoda. Glavno, da ljudje ne kašljajo, ne, če crknejo pol od srčnega infarkta, pa ja. Kaj hočem še s tem pokazati, da so to genocidniki, ljudje, ki so ubijali ljudi, morili ljudi, in oni niso ljudje, a je prav, zato ker ona je Lizard, Lizard Betka. In ne mešajte ljudi z neljudmi. Mi gre najbolj na živce, kaj reče kdo, mi ljudje si pa ne zaslužimo, ljudje ja, ne ljudje pa ne, okej. Skratka, ti ljudje odhajajo in jih več ni. Če vi temu ne verjamete, to ni ne moj problem, ne problem kogarkoli, ne, ampak je to izključno vaš problem. Ne verjamete pa najverjetneje iz čisto enostavnega razloga, ker ne pusti ker je pač naučen nečesa in ne pusti tega preskoka. Kako bo pa svet funkcioniral brez Betke Lizardove, pa brez papeža, pa se bo cela cerkev crkala. Ja, se je satanistična dio bono. Ljudje, ki so hodili v cerkev, pa mogoče niso vedeli, da v bistvu častijo satana pod pretvezo, da častijo Boga. Ne vem, zapeljani so bili, tako da me ne bo kdo lovil. Ja, to nisem jo utegnil prevesti, ne, tako malo čisto za probo sem si dal, da vidim tudi, kako bo stvar. Vsaka misel, vsaka akcija kreira vibracijo skozi neskončno polje zavesti. Neskončno polje zavesti. Bodite pozorni na svoje misli in čustva. Njihov efekt ima veliko večjo moč, kot si predstavljate. Nisem jaz prevajalec, ziher bi kdo me tle znal popraviti, ampak ja, misli so tiste, ki kreirajo. Neki modreci so rekli, da utrip metulja na eni strani sveta naredi cunami na drugi strani sveta. Tako da, ker misli kreirajo, vsaka pozitivna misel ima impact, vpliv. Negativna
ga ima pa še več, no. Tako da, a veste, te negativne misli treba imeti res pod kontrolo. Ne vem, mislim, da sem en slajd pozabil dati, ful dobro, jaz sem vam že večkrat rekel, dajte narediti dan brez negativne misli, ne. Zdaj imamo še boljši challenge, ne vem, kdo je včeraj objavil, je rekel, kadar pride negativna misel, moraš takoj še kazensko narediti 3 pozitivne pomisliti. V zalon, ne, v pokoro. Ne, slabe misli res ne sproščajo, nimajo pozitivnega vpliva na to kolektivno zavest, v kateri smo, ne? Collective consciousness. Ok, ti PowerPointi so po svoje super, po svoje pa tudi, ne. Polje zavesti, ne. Pomembno je, da vsi razumete, da vi niste telo, niste vaša čustva ali občutki, niste niti svoje lastne misli. Vi ste kaj? Zavest. In biti zavesten, nezavesten, zaveden, nezaveden, zaveden, zavajajoč in tako naprej, smo v polju zavesti in mi vsi smo zavest. Torej, če se pogovarjam sam s sabo, ko se pogovarjam sam s sabo, se pogovarjam z Bogom, torej jaz sem Bog, torej jaz sem zavest. Torej, vse to okrog nas je zavest. Ali Bog, ne. En Bog. Verujem v enega Boga, je bila v cerkvi ta scena, ampak ja, nisem razumel, sem mislil, da je tam en Bog, pa pol, ne, in pol nam bo pomagal. Ne, da verjamem, da obstaja ta ena zavest, ki ji lahko rečemo tudi Bog. A je prav, da ne bom zdaj. In, veste, me malo heca, še nisem še prav čist friš, bom se vse rodil. Vi, če se identificiramo, ste tisti, ki poslušate glas svojega uma. Kaj govori, pa vi slišite. In tudi trparije, kvasi težke. Tudi ti nisi glas svojega uma. Ste zavest, ki je prišla v telo. Zakaj? Da bi izkusila, kako je biti fizičen, ker zavest pa ni fizična. Torej, mi smo blagoslovljeni, da smo sploh tle, spet nočem cerkvenih besed ali pa teh religijskih, ampak se lepo poklopijo, ker pravim, da v Biblija je velika pretvara, ampak neumne sile niso napisale nekaj, da bi nas zavedle, ampak so samo tisto, kar je bilo prav, obrnile na glavo, pa vmes tu ušunjale zavajajoče stvari. Kako si to naredil, vaša zavest, ko pride v telo, se poveže z vsako celico. Torej, naša telesa imajo noter svoj DNK, svoje celice, celice imajo svoje DNK-je in mi smo zavest znotraj DNK-ja. Evo, mislim, da tole se ne bi dalo lepše napisati, mislim, da moram obvezno povedati, reči, da gre zahvala za tole Antoniji Arsič, da me ne bo kdo za avtorske pravice, ampak ja, lepo povzeta stvar. Tako in prišli smo, da plešamo na to pesem Nove zemlje. Ker do zdaj smo živeli v mizeriji pod kontrolo tiranov. Zdaj pa tirani odhajajo na execution, torej oni so delali genocid, zločine nad človeštvom in kot za zločin nad človeštvom je predpisana smrtna kazen, ne, pika. Mislim, in ti ljudje bodo pač fizično šli iz zemlje. Odprite vi svoje srce za ritem univerzuma. Ja, pa, valjda, pa mi se pogovarjamo o vibracijah, simo tamo, hop, hop, cikli so in je tempo in je ritem. In v tem ritmu je treba plesati s svojim srcem, v tem polju zavesti, ker ima vsaka naša celica ta ritem not, ne. Zdaj, narcisi pa tirani so pa to ubijali, ne, in se hvala Bogu, da končujemo to sceno. A veste, kaj je to?
Sem rekel nova zemlja. Čist novo zemljo bomo, zdaj bo pa čist druga zemlja. Ja, valjda bo druga, valjda bo drugačna, ki jo je NASA pokazala, a ne? Pa ponavlja se k stara plošča. Tole naj bi bila slika zemlje iz Starlinka, ki ga je Elon Musk poslal za naše prihodne komunikacije. A ne? Jaz sem to sliko vam dal zaradi tega, ker je včeraj ali predvčerajšnjem prilezla na splet. Predvidevam, da jo mnogo ljudi še ni videl. In lepo pokrije dve stvari. Da smo obdani z ledom. Ne? Se pravi, to so kontinenti, moram tako pokazati, to so kontinenti naši, Avstralija, pa pol, kaj je to, Južna Amerika, pa skratka kontinenti. Tle je tisti štrcel Rothschildov otoček, ne? In to je edini štrcel, kjer se da Antarktiko iti pogledati. Ja? Ok, to je edini košček. Vi sem ne smete iti. Tle okrog je prepovedano potovanje. Mislim, probajte, če meni ne verjamete. Ampak ok, tle gor vidimo še dve stvari. Tole je sonce, tole je pa luna. In jaz sem dobil takoj asociacijo na yin-yang. Torej, po noči imamo yin-yang in mi tudi deluje precej podobno na prvo žogo. No? Ta stvar oddaleč, če jo pogledate, če bi jo mičkeno zasukali, bi lahko predstavljala črko Q, ki je bila tolikokrat omenjena. Q kot tak je zemlja. In še kaj lahko vidimo, tole nosek, pa tlele so usta, pa tlele bi lahko rekli, da je pa kar človeček cel. Torej vidimo človeka kot takega v črki Q in yin-yang. Zdaj meni se kar, ko sem to sliko zagledal, se mi kar precej stvari poklopi. Še enkrat, nisem rekel, to je zemlja, tudi nisem rekel, da zemlja je ravna ali pa da je okrogla. Jaz sem samo potrdil, da se mi stvari, ki sem jih bral, si jih predstavljal, pa so mi bile pokazane, pa skozi fiziko razumevanje, s te stvari povezujem in meni se dozdeva, da bi tole lahko kar držali. To še ne pomeni, da bom zdaj zdravo zagotovo tiščal do smrti, da je tole res, pa čisto nič drugega ne. A ne, pač to nočemo, niti v življenju ne. Ja, evo, te naše pridobitve nove, krasne, smo se dotaknili. Dotaknili smo se tega, kaj prihaja. Meni je všeč, jaz upam, da je tudi vam. Tle bomo res dobili en kup stvari, vam bom lahko še dal, sem da se res malo navadim. In pridobivamo, smo rekli, ne, materialne stvari niso najbolj bistvene so te stvari, ki jih pridobivate vase v srce. V tem trenutku se vam lomi tudi vse staro, kar seveda tudi boli, ker tle, kjer v celem presentationu nismo srečali besede ego, ker zavest ni ego, ego je znotraj uma ustvarjena stvar in ni v redu, je virtualen, pač v kozmos ga ne pozna. Tako si jaz predstavljam, če bo najdel kdo, ki bo pokomentiral, da kaj sem neumen, da ego je. Ego ni v redu, no, ego pokriva tisto, kaj naj bi mi pravzaprav bili, da bi dosegali zavest, je ego najbolj odgovoren, da ne dosegamo. Tako je ta. Dejte veliko piti vode, ker ta proces zahteva ful vode. Tudi čiščenje, elektrika gre lažje po vodi, hrana se prenaša med celicami in tako voda. Dajte se razelektriti, torej bosa noga na zemljo. Včeraj sem videl, ljudje so že zaplavali brez težav, tudi jaz sem plaval, a ne? Sicer ne v najlepši vodi, ampak bom naslepšo zbral. Dajte misliti pozitivno. Dajte počivati. Proces, v katerem smo, je zdravljenje in ga ni boljšega zdravila, kot počivaš. Počivaš, da boš ozdravel. Če se rabite vležt, se vležte. Včasih boste rabili 20 minut, včasih pa 4 ure, kar sredi popoldneva. To se meni je zgodilo, pa se mi zdaj če dalje manj.
Ampak če rabite ne med slabe vesti, joj, pa imam še uno, škodo si delate, res nima smisla. Naredite vi kaj zabavnega. Nedelja je krasna, upam, da bo sonček, da bomo vsi iskali malo vodiko, pa bomo šli zaplavati. Naredite kaj zabavnega, uživajte ful, pa probajte se smejati, poiskati pozitivne stvari, v svemu sad mogu naći nešto lipo. Ili moram naći nešto lipo. In prav je tako, ker življenje je prečudovita stvar. In takole si bomo še kdaj kaj pogledali. A veste, Zemlja je prečudovita. Prečudovit planet. Nas so strpali v mesta, umazana, odvisne so nas naredili od hrane, ki so jo noter pripeljali v teh plastičnih embalažah in ven nam računajo zdaj in vodo, ki so nam jo not poslali, in uno, ki jo še kakamo pa polulamo za ven. In plus vse smeti, vse to nam zaračunajo, vse te smeti nikoli oni ne očistijo v nulo, ampak gre svinerija naprej zato, da uničujejo našo naravo, našo mati zemljo. In mi bomo to zdaj mičkeno spremenili. Placa je za vse zadost, in super nam bo. Sam je pa treba vžgati ta vision, ne bo bedno, in bedniki zdajle jim je bedno. Deep state is in deep shit. Ja, globoka država je v globokem dreku. In prav je tako, če so genocid delali nad nami in če jih ne bi nekdo ustavil, bi nas pokončali vse. Dajte se tega zavedati. Pomočnikov imajo pa ful. To so zdravniki, sodniki, pa politiki. In zdaj, ko ste se že malo naučili, da ste previdni, da ste spoznali človeka, da pač ni to prav, ne dovolite, da vas ista kača piči dvakrat. Kako sem moder. Imejte prečudovito nedeljo, zabavajte se in se vidimo jutri. Čau.